Take the beat to the street. Živjo. Plesalci plesnega studia Novo mesto so se pred kratkim preselili v nove plesne prostore. Dvorana v Bršljinu se po besedah Robija Grmeka lahko kosa z najboljšimi plesnimi dvoranami v Sloveniji. Za vas smo obiskali tudi koncert nekdanje foksice Tanje Žagar, ki že 10 let deluje kot samostojna glasbenica. Pogovarjali pa smo se tudi z zasedbo Društvo mrtvih pesnikov, ki se predstavljajo z novim singlom Pleši z mano. Ko je Robi Grmek pred 7 leti ustanovil plesni studio Novo mesto, kjer je imel namen unovčiti svoje bogate plesne izkušnje, si zagotovo ni predstavljal, kam ga bo ta zgodba pripeljala. Začel je 60 otroki, ki so se selili po raznih telovadnicah v Novem mestu. Kljub temu se začetku spominja s pristnim zadovoljstvom. Za tiste čase je bilo v redu, ampak z leta v leto, ko je bilo več plesalcev, predvsem to, pač dve različne lokacije, gimnazija, kulturni center, je včasih starše to begalo, da so včasih pripeljali na ponedeljkov trening, naprimer, ker je bil sredin, na napačno lokacijo in potem so pač imeli dosti logističnih težav. Ampak tudi potem, ko smo se preselili v Pionirjevo menzo, je v bistvu hmalo smo prerasli ta prostor in zato smo potrebovali nekaj tazga in pač želja se nam je izpolnila, vse se je poklopilo in zdaj smo tukaj. Tukaj pa so povsem novi, vrhunsko opremljeni prostori v novi dvorani v Bršljinu nasproti policijske postaje. Do odprtja te dvorane pa se je moralo zgoditi marsikaj. Najprej finance, pač to sem imel srečo, pač, da imam tako dobre starše od žene in sicer ženo, ki je v bistvu vložila denar v ta prostor in skupaj smo potem v bistvu dokončali in se odločili, da je pač ta edini prostor v Novem mestu sploh sposoben imeti to tolikšno število otrok na treningu, kot jih ima sedaj. To je res neverjeten taka pridobitev za ta klub. Te plesalci in vsi, ki delajo v teh prostorih novih, so lahko res hvaležni, da lahko ustvarjajo tukaj. Jaz mislim, da je, ne vem, to je tak izjemen dosežek. Spomnim recimo, ki so prej trenirali, pa niso mogli niti formacije cele spraviti noter, pa so mogli iti v telovadnice, zato zdaj in tega ne bo treba. In mislim, da bo to rezultiralo še v večjih in boljših rezultatih, ki jih imajo. Prostori so izredno lepi. Vesel sem, da so na ta način tudi spremenili neke industrijske prostore v prostore, kjer se danes mladi družijo, trenirajo in verjamem, da bojo v teh prostorih dosegli še večji uspeh. Željko Božič kot Robijev mentor spremlja njegove samostojne korake že od vsega začetka in vse njegove uspehe doživlja. Tako kot uspehe vseh mojih otrok, bom rekel. Jaz sem pač zelo veliko teh plesalcev v Sloveniji, so trenirali pri meni, so začeli pri meni. In tako bil tudi Robija, in tako vsak njegov dosežek je tudi moj dosežek. Zelo sem ponosen na njega. Človek z velikim srcem, res spremljam že od vsega začetka in kapo dol. Tudi sodelovanje z novomeško občino je vedno trdnejše. Saj plesalci plesnega studia Novo mesto popestrijo večino občinskih prireditev. Torej, plesni studio Novo mesto s svojimi dejavnostmi, s svojimi uspehi prav gotovo je danes en svetov zgled, kako dejansko mladino pritegniti k neki dejavnosti, kako smisliti neke ambicije in kako dejansko tudi narediti bolj kvalitetno okolje bivanja in delovanja v našem mestu. Nova dvorana je povsem primerljiva z najboljšimi plesnimi dvoranami v Sloveniji. Morda je celo korak pred njimi. Če začnemo, pač vsak plesalec, ker stojiš na tleh, mora biti parket ta prav, to pomeni športni parket. Tudi če ste probali, pač vse vibrira, kar je dobro za kolena, za gležnje. Potem audio akustika, ki je tudi postavil Novomeščan, Aleš Dravinc, vsi poznamo njegovo firmo ADR.
ne samo v Sloveniji, ampak tudi po celem svetu. Video nadzor, veliki prostori, zračni prostori, svetloba, se pravim, celo stavbo obdajajo okna, tako da čez dan je v bistvu praktično ne rabiš nobene luči. Ekološka stavba, izolirana stavba z notranje strani dodatno. Primerno urejene imajo tudi ostale prostore, kar pomeni, da se otroci, ki imajo na dan več treningov, lahko tukaj tudi učijo ali opravijo svoje šolske obveznosti. Skrb za mlade je že od začetkov eden glavnih ciljev kluba. Seveda, danes mladi ne vidijo nekih ambicij v različnih športih, ampak čedalje več je tega, da posedajo doma in so za računalnike. Mi pa se mi zdi, da pač, ker je ta ples, se pleše v skupini hip-hop, je mogoče še toliko bolj privlačen, zaradi tega, da lahko oni se družijo in s tem dobijo nove prijatelje in mogoče tudi s tem se povežejo in rajši hodijo na treninge in izgleda, da to uspeva. Saj skupine so vse polne, letos bomo sploh imeli res veliko formacij na tekmovanj. Že zdaj smo imeli veliko, ampak letos bo še ena dodatna, ker so otroci pokazali željo. Po lanski sanjski sezoni, v kateri so plesalci plesnega studia Novo mesto postali večkratni svetovni prvaki, sedaj že pridno trenirajo v želji po doseganju novih uspehov. Jaz mislim, da sicer ni neponovljivo, ampak bo pa težko. Se veste, vsako leto generacije se menjajo, pridejo novi, pridejo boljši, lahko imaš slabšo skupino, nikoli ne veš, seveda, na državnem prvenstvu se že pokaže neka slika, ampak to ni to. Ko prideš na Evropsko svetovno prvenstvo, so to še druge države in pustimo se presenetiti. In če je še pred nekaj leti veljalo nepisano pravilo, da so sodniki na državnih tekmovanjih zelo pristranski in so v ospredje rinili predvsem klube iz Ljubljane, je danes zgodba že povsem drugačna. Ko se spomnim pred leti, kako je bilo, da tudi če si bil dober na parketu, nisi bil uveljavljen, če nisi bil že vrsto let med top tremi, ampak zdaj je to drugače, tako da, ko pridejo Dolenjci na parket, vejo o Dolenjcih. Respektajo, po domače rečeno, nas spoštujejo. Kot je vsega spoštovanja vredna nova dvorana plesnega studia Novo mesto. Dom, kot si ga svetovni prvaki tudi zaslužijo. Tanja Žagar je navkljub svoje mladosti na naši glasbeni sceni že 18 let. Najprej v zasedbi Foxy Teens, zadnje desetletje pa kot uspešna samostojna izvajalka. Skoraj od samega začetka na lastni poti vsako leto priredi tudi koncert v Krškem. Tudi letos ni bilo drugače, saj je nastopila v Krškem kulturnem domu. Jaz moram povedati, da sem se tako navadila, da novo leto januarja začnem s koncertom v vaši dvorani v Krškem, da sploh ne gre več drugače. Ker pred nekaj leti smo začeli delati koncerte v tej dvorani in ljudje so že takrat zelo radi prišli in potem je bil vsako leto odziv krasen. In sem rekla, zakaj pa res ne bi ta koncert v Krškem postal tradicionalen. Sem tudi takrat povedala, da se bom potrudila, da bo temu tako, no in temu tako je. Sem se trudila v pravi smeri in sem zelo ponosna na to, da se vsako leto res že tradicionalno dobivamo pri vas v Krškem, da ljudje še vedno radi prihajajo. Jaz se vedno znova potrudim skupaj s svojimi gosti, da je program zanimiv, pester, da vedno kaj novega zapojemo, kaj novega povemo. Vedno pa si oder deli tudi z različnimi gosti, ki popestrijo dogodek. Z menoj sicer je vsako leto tudi moja skupina Avantura iz Prekmurja, s katerimi že nekaj let zelo lepo sodelujemo in brez njih enostavno več ne gre. Potem prav poseben gost prihaja iz Kube, to je Lazar Ozometa, odličen glasbenik, sicer pa se bo kot violinist nocoj predstavil in dvorano zagotovo dvignil na noge. Z menoj bo pevski zbor osnovne šole iz Krškega pod vodstvom Damjane Mlakar. Tudi oni so že vsako leto z menoj in si sploh ne predstavljam več koncerta brez njih, pa tudi se mi zdi prav, da mlade spodbujamo k prepevanju, k nastopanju, da se predstavljajo ljudem in da jim ti lahko zaploskajo in jih spodbudijo za nadaljnje delo. Tokrat pa so se ji pridružili tudi vipavski tamburaši, ki so za to priložnost priredili nekaj njenih pesmi in mlada pevka Larisa.
Kot eni redkih slovenskih izvajalk pa Tanji Žagar še vedno uspe skoraj vedno razprodati svoje koncerte. Treba je vztrajati in treba se je vedno truditi dalje, ne, in ne odnehati. Zagotovo to, dobro delo, lepa glasba, nek krog ljudi, ne, se je očitno zbral, ki me spremljajo, ki spremljajo to, kaj počnem in ne želijo in nočejo zamuditi kakšnega koncerta tukaj. Mislim, da gre pa za to glasbo, ki jo pač prepevam in je ljudem všeč in se v poslušanju dobro počutijo, predvsem pa tudi, ne samo v poslušanju, tudi v samem vzdušju koncerta. Nedolgo tega je šel tudi njen zadnji, težko pričakovani album številka 3. Gre za album, ki prinaša bolj temperamentne, živahne, hitre pesmi, ne? V tem se kar močno razlikuje od prejšnjih 3, no, ampak lahko vas razveselim s to novico, da sem delovna že naprej in da že letos načrtujem izid 5. plošče, tako da že delamo, ustvarjamo, pišejo se melodije in besedila. Ljudje, ki te radi poslušajo, pač zelo, bom rekla, hitro se tudi naposlušajo, naučijo novih pesmi in potem že zelo hitro sprašujejo, kdaj bodo pa spet nove, čakamo novi album, ne? In je treba kar ves čas delati naprej in imeti nove ideje in načrte. Najbolj aktualen singel iz novega CD-ja je pesem Arriva. Vsako leto izdam tudi kakšno takšno poletno morsko pesem, pa ponavadi tudi potem posnamem videospot. No in letos sem kot to morsko pesem poslala na radijske valove in na televizije, ne, v obliki videospota pesem Arriva. Super je, taka dobrovoljna in optimistična in pozitivna in človek ne more biti v primeru, ki posluša, ne. In tako, ko rečem tudi v pesmi, akcija, pri nas je skozi akcija. Ena izmed posebnosti Tanje Žagar je tudi prvomajska žagarija. Dogodek je edinstven v našem prostoru. Letos bo potekal od 27. do 30. aprila v Poreču. Gre za izlete, ne? Prav posebne izlete, kamor se lahko prijavijo ljudje, ki se želijo dlje časa družiti z menoj, se spoznati, več klepetati, no tako, ne samo, ne, da se gledamo na nastopih, koncertih preko televizije in tako, ampak da imamo res en tak bolj osebni kontakt, ne. Jaz tudi zelo rada se družim, to mi ne predstavlja kakšnega napora, rada spoznavam nove ljudi in sklepam neka nova prijateljstva in poznanstva, tako da v smislu tega druženja, no, je ta žagarija. Kar nekaj smo jih do zdaj že izvedli, gremo pa vsakič na nek drug konec Slovenije, potem se dogajajo razne aktivnosti, spoznavamo malo našo lepo deželo, ne, ni samo zabava, je tudi poučno zraven, ne, tako ena taka ekskurzija recimo temu, potem je seveda piknik, pa veliko plesa, zabave in dobre volje in zvečer se vedno zgodi nek glasbeni dogodek. V vseh teh letih nastopanja je slovensko glasbeno sceno že dodobra spoznala. Kljub temu ima naša sogovornica še veliko ciljev. Me sprašujete, če mi tiho čas beži. A to ne, vas zanima. Če je moja pesem resnična, je, seveda. Joj, kad takole človek v glasbi, ne, in to moje delo je res vsak dan drugačno. Nikoli se nič ne ponovi. Čeprav je toliko in toliko koncertov za mano, ja, vsak je drugačen. Nikoli ni povsem enako, ne. Ves čas se srečujem z drugimi ljudmi, ves čas se mi kaj dogaja takšnih in drugačnih stvari. Imam anekdot zabavnih in veselih za že 3 knjige po mojem in moram priznati, ja, da mi v tem delu res zelo lepo čas beži. DMP letos praznuje 4. stoletje ustvarjalnega delovanja. Novomeška glasbena skupina se ob tej priložnosti vrača s singlom Pleši z mano. Načrtujejo pa tudi izid dvojnega albuma uspešnic, ki bodo vestno zajele vse tisto, kar so naredili v teh 25 letih. Za letošnje Valentinovo pa so na radijske valove spustili že omenjeni singel Pleši z mano. Ja, to je komad Pleši z mano, ki smo ga posneli v bistvu na začetku leta, januarja, v studiu Kodeli v Ljubljani. To je studio našega kitarista Perota, dejansko. Gre za, kako bi rekel na kratko, pesem, ki je hvalnica ljubezni. Tako. Zadnji singel je, kot so zapisali fantje, Poklon ljubezni. Prvi občutek, prvi pogled na tekst, ki ga je Alan prinesel na vaje, ampak res tiste prve sekunde, je mogoče iz neke nesamozavesti, kako si je Alč dovolil, da ne vem kolikrat, 25-krat reče besedo ljubezen, ne?
to moraš imeti malo kot avtor, kar malo jajca, ne? Da se greš s tako v bistvu izrabljeno besedo ali pa zelo rabljeno besedo igrati. Ne? Ampak potem tako je že, no, ko je predstavil komad ob kitari, ne? V studiu, mislim, da smo bili vsi navdušeni. No? Se pravi, da je tudi Alču bil to, po mojem, tudi njega zaprašati precejšen izziv, da je iz take teme naredil tako v bistvu komad, ki je tako pomenljiv. Člani zasedbe so skladbo posneli v začetku leta. Končno zvočno podobo pa sta oblikovala Peter Dekleva in Zmago Šmon, kar je po večletnem sodelovanju z Žarkom Pakom zanimiva in opazna sprememba. Sigurno, zdaj ta komad smo snimali veliko bolj, bi rekel, natura, ne? Vsi naenkrat. Peter je prevzel pač te glavne zadeve, ta osnovni zvok, potem smo dali pa na koncu še Zedu, se pravi Zmagu Šmonu, da to izpili, pač masterira, zmiksa do konca. Ne? Ja, sigurno, ena druga izkušnja, en drug zvok, ki se je pojavil, ampak mislim, da še vedno nek DMP-evski melos ostaja zadaj, ne? Tako da bo pa zanimivo, kaj se bo zgodilo naprej, ne? Ker to ni prvi komad iz te serije, bi lahko rekli. Fantje imajo tako še kar nekaj svežega žleza v igri. Torej, Alan je spisal praktično vse komade, kar smo doslej predihali. Lahko še kaj preseneti in Peter in Tomi, jaz mogoče malo manj, ampak vsem. In to je že kar čez 10 komadov, večina izjemno navdušujočih. Drugače pa naš band ima cajt, ne, v tem, da tudi počaka komad. Se pravi, komade treba dati priložnost, recimo naš največji hit, recimo, najbolj predvajan komad, Ti si vse, ga prvi 2 leti recimo sploh izvajali nismo, ne, recimo na koncertih. Potem je šele po 4 letih ratov, kar se tiče airplaya, izjemno popularen, se pravi, da so radijske postaje zagrbile na polno. In tudi ta komad ni trendovski komad, sicer je sodoben, rab svoj čas. Video za komad pa je delo ilustratorja Andreja Blažona, ki že vrsto let skrbi za vizualno podobo skupine. Ja, to je v bistvu lirik video, ne? Za katerega je to, bom rekel, likovno opremo, ne? Torej gre za art video, lahko rečemo, ki ga je narisal naš dober prijatelj Andrej Blažon, ki je tudi že sodeloval z nami na mnogih prejšnjih projektih, pri videospotih, se je pojavljal noter, ne, včasih, zdaj pa torej očitno prevzema tudi to avtorsko inicijativo glede samih videospotov. On je seveda oblikovalec, arhitekt in zadnje čase zelo uspešen likovnik. Andrej je z nami pa od prve plošče, oziroma prve kasete naprej iskanje. Se pravi, od samih začetkov v društvu Mrtvih pesnikov je Andrej spremljevalec, se pravi, risar, oblikovalec in tudi igralec v številnih spotih, tako da pač naš dober sopotnik. Eden njihovih bolj znanih komadov nosi naslov 25. Toliko let pa so še pomemben in viden del slovenske glasbene scene. Jubilejno leto bodo temu primerno tudi obeležili. Trojni CD na tak način, če lahko se pogovarjamo. Dvojni CD bo The Best Of, oziroma največji zadetki, bo res dvojna plošča 25 komadov plus presenečenje. Medtem, ko pripravljamo še dodatni avtorski CD, se pravi tretji CD. Zdaj, ali bo ta tretji CD tudi letos ugledal luč sveta, še bi prezgodaj napovedovati. Zagotovo je pa prišli ven vsaj 3 ali boče celo kakšen single več. Se pravi, trdo delamo na teh komadih. Kar se pa tiče te prve kompilacije dvojnega CD-ja, bi pa za nas izrazit izziv glede na to pestrost, kaj se je dogajalo v zadnjih 25 letih. Tako da tudi kako zbrati sploh eno kompilacijo je bil tudi svojevrsten podvig. No. Kako danes gledajo na prehojno pot? Zelo hitro je menilo, ne? To je prva stvar. Kaj pa vem, to so ena krasna leta, kjer se je zgodilo veliko reči, tako v glasbenem smislu, jasno na prvem mestu, predvsem tudi v smislu rojevanja enih stikov, prijateljstev, znanstev, izkušenj na vseh področjih. Se pravi, lepo je bilo sodelovati z mnogimi ljudmi, ki so se v tem, ko rečem, biznisu, čeprav to ni biznis, ne v tem slabšalnem pomenu besede, tem našem hobiju, ki se ga lotevamo maksimalno profesionalno, tako bi lahko rekel. Se je pač rodilo veliko teh zadev in
kar nekako človek s ponosom lahko gleda nazaj. Malo smo se že navadili teh nihanj, ne? Se pravi plošča, popularnost, komad, hit, single, levo, desno, spot, več nastopov, manj nastopov. Tako da tega nas sploh ni strah, karkoli se pripravlja. Mislim pa, da bi mi morali, čeprav v tem še nismo soglasni, bomo morali še delati, odkrivati nove svetove, vedno znova, mogoče tudi v tabu temi, kar se tiče angleščine v naši glasbi, pa ne zaradi nekih blaznih ambicij, da bomo uspeli v tujini, ampak zato, da damo priložnost v bistvu tudi drugim poslušalcem, ki iščejo tako glasbo. V rubriki Top Spot pa se bomo spomnili dveh, sedaj že skoraj zimzelenih skladb. DMP-jevci so leta 2001 izdali skladbo 25. Punce iz skupine Foxy Teens pa leta 1999 skladbo Naj pada zdaj dež. Prijatelji smo se včeraj spet napili, bil je moj dan 25. Zabavali smo se, pil in pil, vse tako je zgledalo, ampak danes res ne vem. Zavedali smo se vse iste stvari, odraščanje je sranje, sanje vzameti. Ne moram verjeti, da nisem več otrok, gre ta svet. Najbrž bom jo kukal, bo časa umret, skočam let, do smrti 16 let. Hočem živeti, s kitaro rok dokler nočem zaumret. In če pomislim, kot včeraj se zdi, jo ko sem me prvič v vrtcu pustil. Dopoldne sem bil že maturant, a na večer smo mojih 25 let praznovali. To sem še mlad, če ne to poročen, a že jutro bom s protezo grizel ten stan krompir. Moram verjeti, da nisem več otrok, ker je ta svet. Najbrž bom jo kukal, bo časa umret, skočam let, do smrti 16 let. Hočem živeti, s kitaro rok dokler nočem zaumret. Ne moram verjeti, da nisem več otrok, kam gre ta svet. Najbrž bom jo kukal, bo čas zaumret. Jaz hočem met, do smrti 16 let. Hočem živeti, s kitaro rok dokler nočem zaumret. Ne morem verjeti, da nisem več otrok, kam gre ta svet. Najbrž bom jo kukal, bo čas zaumret. Jaz hočem met, do smrti 16 let. Hočem živeti, s kitaro rok dokler nočem zaumret. Ne morem verjeti, da nisem več otrok, kam gre ta svet. Najbrž bom jo kukal, bo čas zaumret. Jaz hočem met, do smrti 16 let. Jaz hočem met, do smrti 16 let. Hočem živeti, s kitaro rok dokler nočem zaumret.
Ne iščem več nežnih barv Mavrice, zaman so besede, izgubljam te. Ne trudim se, da lagala bi si, končana je zgodba, nič več te ni. Vsak spomin, ki v meni je, plačam z močnim ubodom srce, še vedno te ljubim in vedno bom ljubila te. Naj pada zdaj dež nama v slovo, naj izjoče se nebo, ker preveč boli ljubezen in razbite sanje so. Naj pada zdaj dež nama v slovo, naj izjoče se nebo, ker preveč boli ljubezen in razbite zdaj sanje so. Ne trudim se, da lagala bi si, končana je zgodba, nič več te ni. Vsak spomin, ki v meni je, plačam z močnim ubodom srce, še vedno te ljubim in vedno bom ljubila te. Naj pada zdaj dež nama v slovo, naj izjoče se nebo, ker preveč boli ljubezen in razbite sanje so. Naj pada zdaj dež nama v slovo, naj izjoče se nebo, ker preveč boli ljubezen in razbite zdaj sanje so. Ker še te ljubim, še vedno te ljubim in vedno bom ljubila te. Naj pada zdaj dež. To je bilo za danes vse. Se vidimo ponovno čez 14 dni, do takrat pa, saj veste, brez panike. Preveč boli ljubezen in